Spoštovane občanke, spoštovani občani, cenjeni gostje, nagrajenke, nagrajenci, svetnice, svetniki, pozdravljeni in dobrodošli na osrednji slovesnosti ob prazniku občine Bled. Bled praznuje 10. aprila, na dan, ko je bila leta 1004 podpisana prva darovnica z omembo kraja, tega prelepega raja. In te dni se tu marsikaj dogaja. Dogodki se vrstijo, nas in kraj bogatijo. Investicije, kultura, dogodkov, cela garnitura. Tudi otroški parlament ima svoj praznični moment. In jutri še dan odprtih vrat, da praznik bo še bolj bogat. Vsega ne povem, saj o vsem tem in še čem župan nas seznani. In že je pred nami. Župan Anton Mežan. Gospod župan, izvolite, beseda je vaša. Spoštovane občanke, spoštovani občani, drage prijateljice in dragi prijatelji Bleda. Počaščen sem, da vas imam kot župan še zadnjič v tem mandatu priložnost nagovoriti ob našem prazniku, prazniku občine Bled. Še posebej pozdravljam prejemnice in prejemnike letošnjih nagrad ter naša častna občana, ki sta ta naziv prejela v preteklosti. To sta dr. Ernest Petrič in magister Leopold Zonik, doktor medicine. Dobrodošla. Na naše povabilo so se odzvali številni gostje. Dobrodošli veleposlanik Slovaške republike, vaša ekscelenca Peter Bak. Dobrodošli tudi tule v naši družbi Lukas Mišel Praprotni, soprogo, svetovalec veleposlaništva Republike Poljske. Z nami pa je tudi Matevž Čelik Vidmar, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo. Dobrodošli. Z velikim veseljem pozdravljam stanovske kolege in kolegice iz sosednjih občin. Z nami so iz občine Bohinj župan Jože Sodja, iz občine Gorje podžupanja Danijela Mandelc, iz občine Cerklje na Gorenjskem župan Franc Čebulj. Vesel pa sem, da imamo priložnost pozdraviti predstavnika naše prijateljske občine, občine Kungota, podžupana Rudija Matjašiča in direktorja občinske uprave Dejana Flakusa. Pozdravljam tudi goste iz naše prijateljske občine Vračar iz Srbije. Z nami so danes v naši družbi Aleksandar Ilić, vodja svetniške skupine in generalni sekretar društva, Nemanja Kovačević, namestnik vodje svetniške skupine in predsednik nadzornega odbora društva, ter dve koordinatorici v društvu, Jelena Stevanović in Tamara Matić. Ko pa govorimo o društvu, govorimo o društvu za ulepšavanje Vračara in pa kot predstavniki so tule tudi svetniške skupine Vračar Vračarcima. Dobrodošli.
Med nami pozdravljam tudi predstavnika policijske postaje Bled, načelnika Boštjana Lenčka in kar nekaj gostov, ki so pred nedavnim zasedli nove funkcije oziroma položaje. Svojo prisotnostjo so nas danes torej počastili še na novo nova ravnateljica vrtca Bled Bernarda Androjna Mlakar, novi načelnik upravne enote Radovljica Denis Ruk, novi direktor poslovne šole IEDC profesor Mislav Ante Omazič in novi poveljnik 132. gorskega bataljona podpolkovnik Simon Andrejek. Dobrodošli. Iskrena dobrodošlica velja tudi vsem blejskim občinskim svetnicam in svetnikom, podžupanu Iztoku Peserlu, članici in članom nadzornega odbora, mojemu predhodniku, gospodu Janezu Fajfarju in vsem nekdanjim zaposlenim v občinski upravi. Dobrodošlico pa izrekam tudi blejskemu župniku, doktorju Janezu Frkolju, duhovniku doktorju Antonu Štruklju, duhovniku iz Marijinega doma Salezijancu, gospodu Srečku Golobu in sestram, hčeram Marije Pomočnice. Dobrodošli. Naj pozdravim še vse predstavnike krajevnih skupnosti, občinskih podjetij in zavodov, medobčinskega inšpektorata in redarstva, predstavnike svetov zavodov, odborov in komisij, društev in klubov, združenj ter predstavnike občine v organih različnih institucij ter seveda vse moje nepogrešljive sodelavke in sodelavce na čelu z direktorico občinske uprave Vesno Okršlar ter vse tiste, ki z občino, občinskimi podjetji in javnimi zavodi kakorkoli sodelujete. Hvala lepa, da ste z nami. Podeliti občinsko nagrado pomeni izraziti pozornost kot zahvalo tistim, ki segajo iz povprečja. Zato hvala vsem, ki ste od blizu in daleč nocoj se odzvali našemu povabilu in s tem počastili naš danes praznični Bled, predvsem pa cenjene občinske nagrajence. Leto je hitro minilo. Kljub temu pa smo številnimi investicijami in aktivnostmi dokazali, da skupaj, brez razprti, znamo in zmoremo. Lansko praznovanje je zaznamovala otvoritev nove infrastrukture v Mali Zaki. Celotna vrednost projekta je znašala 680.000 evrov, celo nekaj manj, kot smo sicer predvidevali. Na ulici za potokom smo lani izvedli obnovo komunalne infrastrukture. V tem delu smo med drugim obnovili glavni napajalni vodovod Dobe Straža. Cesto smo v celoti na novo asfaltirali. Lanski julij nam je postregel z dvema pomembnima pridobitvama. Zgradili smo novo centralno parkirišče za 231 vozil v neto vrednosti 1.200.000 evrov. V okviru investicije smo poskrbeli za krajinsko ureditev tega območja za saditvijo kar 77 novih dreves ter 910 grmovnic. Vzporedno smo uredili del Rečiške ceste. Stanovalci na Kračci so po več letih prizadevanj pridobili pločnik, ki omogoča varno hojo v smeri centra Bleda, v smeri Rečice pa dostop do mešanih površin za kolesarje in pešce ob severni razbremenilni cesti. Druga julijska otvoritev je bila v ledeni dvorani. Zaradi dotrajanosti hladilnega sistema smo bili postavljeni pred odločitev zapreti dvorano in več 100 mladih rekreativcev in tekmovalcev pustiti dobesedno pred vrati, brez možnosti nadaljnih treningov ali pa zagristi v kislo jabolko. Odgovorno smo se odločili za slednje. V sklopu investicije vredne 2,9 milijonov evrov s kvalitetno pripravljeno prijavo na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport smo pridobili 1 milijon evrov nepovratnih sredstev, kar je bil najvišji možen znesek na tem razpisu. Na novo je bil položen tudi asfalt v okolici in na parkiriščih pred dvorano, urejene so bile travnate površine za saditvijo trajnic, uredili smo pročelje, osvežili in prenovili tribune, garderobe, prezračevanje. Tako bodo tudi v bodoče mladi in malo manj mladi lahko prosti čas preživljali na Bledu in na ledu in ne le pred ekrani. Mladim nasploh posvečamo več pozornosti kot v preteklosti. Tudi s participativnim proračunom, katerega polovica je namenjena mladim, uspešno spodbujamo njihovo aktivnost vključevanja v delovanje lokalne skupnosti. V okviru Komisije za mlade, katero sem ustanovil ob začetku mandata, smo najprej pripravili dogodek v zadružnem domu v Ribnem. Preko 100 se jih je odzvalo našemu povabilu. Na družabnem dogodku so v volilno skrinjico napisali številne predloge, kaj bi storili,
če bi županovali samo en dan. Tudi na njihovo pobudo ste jutri, na dan našega praznika, med 9. in 12. uro, lepo povabljeni na dan odprtih vrat občine Bled. Drugi dogodek za mlade je bil v ledeni dvorani. Ta je doživel še večji odziv. Prišlo jih je preko 200, večinoma v starosti med 18 in 29 let. Pripravljamo že naslednje druženje, saj je takšna želja mladih, ki so naša prihodnost. Ob omenjenih dogodkih so se oglasili blejski seniorji z željo po aktivnostih zanje. Z veseljem smo jim prisluhnili in prvo v nizu plesnih druženj je bilo z odlično udeležbo izvedeno pred kratkim v našem medgeneracijskem centru Vezenine Bled, ker se stalno nekaj dogaja za vse generacije. V preteklem letu je bilo tam izvedenih za 5500 ur aktivnosti. Zabeležili smo 34 000 obiskovalcev, kar je 14% rast v primerjavi s prejšnjim letom. Odličen odziv je tudi na projekt Prostofer. Vozniki, katerim se zahvaljujem za sodelovanje, so lani opravili nekaj več kot 14 000 kilometrov, za kar smo jim, tako mi kot tudi uporabniki, res iskreno hvaležni. V lanskem letu smo prav tako čutili veselje in hvaležnost na Koplenku, ker smo skozi vas preplastili cestišče in uredili odvodnavanje ter umestili nekaj novih svetilk javne razsvetljave. Te so bile nameščene tudi na delu Finžgarjeve ceste, ker smo uredili še meteorno kanalizacijo, odvodnavanje in poskrbeli za novo asfaltiranje ceste. Enake pridobitve je bil deležen del Koritenske ceste pri Blokih. Na Savski cesti na Mlinam sta bili izgrajeni fekalna kanalizacija skupaj z izgradnjo črpališča in meteorna kanalizacija. Cesta je bila na tem odseku na novo asfaltirana, brežina pa zaščitena zaradi nevarnosti plazenja materijala. V Sebenjah smo v sklopu izgradnje elektroomrežja asfaltirali in uredili cesto od gasilskega doma do gostilne Kurej. V Piškovci sta bili zgrajeni novo vodovodno in električno omrežje. Zaradi dotrajanosti nespodobno in predvsem za kolesarje nevarno cesto smo na novo asfaltirali od naselja Muže vse do mostu Piškovca. Na območju Ledine in bližnje okolice smo dogradili meteorni in fekalni kanalizacijski sistem, obnovili dotrajano vodovodno omrežje, zgradili javno razsvetljavo ter obnovili in asfaltirali vozišče. Na tem odseku je na novo zgrajeno tudi elektroomrežje in položen optični kabel. Za novo komunalno infrastrukturo smo poskrbeli tudi na odseku občinske ceste pri sami gostilni, torej gostilni Kurej. Na do nedavnega eni najslabših cest v občini, Cankarjevi cesti in ulici Narodnih herojev, smo lani pričeli z urejanjem kompletne komunalne infrastrukture z izgradnjo obojestranskega pločnika z vsemi potrebnimi prehodi in ureditvami. Investicije občine znaša 1 milijon evrov. Tule velja omeniti, kako smo v duhu racionalne porabe sredstev s pogajanji z izvajalci dosegli za cirka 300 000 evrov nižjo ceno, kot je bila sprva projektantska ocena. Projekt smo danes predali namenu. Lotili smo se tudi zahtevnega projekta gradnje vodovoda, tlačnega voda in fekalne kanalizacije pod državno cesto ob jezeru. V skladu z dogovorom z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo vzporedno ob naši investiciji oni zdaj izvajajo dela za temeljito rekonstrukcijo spodnjega ustroja ceste in kompletno preplastitev. Njihov prispevek se ocenjuje na preko 3/4 milijona evrov. V tem primeru gre za eno od 5 etap, ki so bile ob prevzemu županske funkcije še potrebne, da ločimo meteorno vodo od fekalne in posledično prekinemo s preobremenjenostjo na prelivu, od koder občasno onesnažujemo Jezernico in Savo Bohinjko. 3 etape od 5 bodo zaključene že v tem mandatu. Ulica Jaka Bernarda je bila do nedavnega edina neasfaltirana ulica v centru Bleda. Zdaj meteorna voda ne bo več povzročala sivih las tamkajšnjim prebivalcem, ulica ima po novem urejeno meteorno kanalizacijo in je asfaltirana. Dela so se končno po več letih zaključila tudi na razgledni cesti. Hvala krajanom za dolgoletno potrpežljivost. V sklopu izgradnje južne razbremenilne ceste na prvi fazi v Betinu smo zaključili z izgradnjo nove fekalne kanalizacije s črpališčem. Vrednost investicije, ki se je s prostim očesom praktično ne vidi, je občinski proračun olajšala za 650 000 evrov. V zadnjem letu smo do zaključka pripeljali zahteven,
10 let trajajoč postopek četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Bled. Nadaljujemo z meni osebno nerazumno in nesprejemljivo dolgotrajajočimi aktivnostmi za pripravo naslednjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Strokovna podlaga, imenovana tipologija objektov, je že zaključena, v pripravi pa je strokovna podlaga prenove objektov. Hkrati delamo na več občinskih podrobnih prostorskih načrtih. Služba za prostor je pripravila tudi katalog dopustnih posegov v naselju Dobe in katalog pomožnih kmetijskih objektov in opreme. V letu 2025 so bile začete aktivnosti za projekt nove avtobusne postaje Bled in za projekt Jurček Home, ki bo, mimogrede, v sedanji obliki, to soboto ob 11. uri odprl vrata z novim najemnikom. Dobrodošli. Strani Ministrstva za naravne vire in prostor smo pridobili sredstva na javnem razpisu za tehnično posodobitev občinskega prostorskega načrta in za evidenco stavbnih zemljišč. Pristopili smo k strategiji prilagajanja Gorenjske regije na podnebne spremembe in pripravi akcijskega načrta. V teku je priprava na nove turistične strategije, ker želimo preiti iz podobe raja v doživetje raja. Smo pa tudi že v zadnji fazi priprave občinske celostne prometne strategije. Komunikacija s turističnim gospodarstvom poteka predvsem preko našega Turizma Bled. Skupaj z različnimi akterji pa vsako leto izvedemo pred začetkom poletne turistične sezone številne aktivnosti za prijaznejše sobivanje med domačini in turisti. Lani smo med drugim vse informacije o javnih parkirnih mestih v občini Bled združili na vzpostavljeni platformi parking.bled.si, kjer je objavljen zemljevid parkirišč ter cenik. Domačini pa si na omenjeni spletni strani lahko zagotovijo parkirno dovolilnico, še vedno le za 30 € za celo leto. Lani smo uredili nov parkirni režim v Zdraviliškem parku, kjer je po novem na voljo 40 parkirnih mest za motoriste ter 4 za invalide. V začetku mandata smo uvedli poletno nočno varovanje strani varnostnih služb. Lani smo nočne aktivnosti še okrepili v sodelovanju s policijsko postajo Bled ter našim medobčinskim inšpektoratom in redarstvom. Za sodelovanje se jim seveda iskreno zahvaljujem. Razlog za uvedbo je izhajal iz namena zaščite lokalnega prebivalstva, ki smo, predvsem v visoki turistični sezoni, redno izpostavljeni kaljenju nočnega reda in miru. Mnogi vozniki želijo v visoki sezoni kljub jasnim prepovedim v izogib gneči na glavni cesti, lokalne ceste skozi vasi uporabiti za tranzitni promet. Z različnimi ukrepi smo vsako leto uspešnejši, ampak seveda je bilo s tem, ko smo nekaj stvari že dali v prakso, onemogočeno prehajanje tudi za naše občanke in občane, ki so morda peljali le otroka na trening ali pa se odpravili v službo. Potrebno je bilo čakati skupaj z ostalimi s tranzitom v kolonah. Od letos naprej bo malenkost drugače. Z mislijo na domačine smo se odločili za spremembo prometnega režima in signalizacije. Zato se bo v kratkem z blejsko kartico smelo zapeljati tudi po večini občinskih cest za lokalni promet. Kartico bo preko spleta lahko brezplačno naročil vsak voznik, ki ima vozilo registrirano na naslovu v občini Bled. Tako bomo delno rešili zagato v najbolj obremenjenih poletnih mesecih in občan s svojim vozilom ne bo več skupaj s tranzitom čakal v stoječih kolonah na glavni državni cesti, le do prvega odcepa, ki bo vodil na cesto za lokalni promet. Seveda je vse skupaj tesno povezano s še nezgrajeno južno razbremenilno cesto. Aktivnosti, ki trenutno potekajo na projektiranju 2., 3. in 4. faze, so plod rednih mesečnih sestankov na direkciji. Za drugo fazo, ki zajema traso od tunela in tretjo, ki v praksi predstavlja tunel, bo predvidoma prihodnji mesec pripravljena projektna dokumentacija za izvedbo gradnje. Za 4. fazo, ki bo potekala čez Mlino do navezave na regionalno cesto, pa je v pripravi idejna zasnova. Še letos bi bila ustrezna dokumentacija za nadaljevanje gradnje lahko vložena za pridobitev delnega gradbenega dovoljenja. Veselim se novih del na terenu in to najprej na območju od krožišča v Betinu do Ribanske ceste, kjer bo pokriti vkop. Po več kot desetletju smo dosegli dogovor z enim od lastnikov, kar omogoča nadaljne korake. Rešujemo še drugi primer, ki bi omogočil pridobitev
gradbenega dovoljenja za celotno drugo fazo, vse do tunela med Dobro goro in Stražo. Država je nosilka projekta tudi na kolesarski povezavi Bled-Bohinj. Tekom izvedbe trase je bila potrebna nova projektna rešitev in posledično sprememba gradbenega dovoljenja na 5. etapi skozi Sotesko mimo železniških galerij. Dela na kolesarski povezavi se nadaljujejo, projekt bo predvidoma končan v mesecu maju. Po dolgotrajnih pogajanjih in dogovarjanjih z Ministrstvom za kulturo smo ohranili upravljanje z Blejskim gradom in podpisali novo pogodbo, ki je usklajena s spremenjeno zakonodajo. Občina Bled se je uspešno prijavila na projekt ProClean Lakes, v sklopu katerega bo med drugim pilotno izvedena ureditev naravnega mokrišča za zmanjšanje doprinosa fosforja v jezero. Že lani smo pripravili tudi projekt prenove pristanišča v zdraviliškem parku, ki bo izveden v naslednjih 2 mesecih. Za projekt rekonstrukcije in dozidave osnovne šole Bled z izgradnjo večnamenske športne dvorane smo pripravili in na upravno enoto že lani vložili kompletno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sočasno potekajo vse aktivnosti za pridobitev sredstev na javnih razpisih. 3.344.348 evrov smo že prejeli odobrenih na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Ob tej priložnosti vabim vse, ki morda menite, da je obstoječa šola še povsem ustrezna za izobraževanje naših otrok ali v tem obsegu primerna za prenovo, da se jutri udeležite dneva odprtih vrat ob 14. uri, ko vas bom osebno popeljal po stavbi šole in predstavil, si bom dovolil reči kar blejsko sramoto, ob kateri smo iz varnostnih razlogov postavili zaščitno ograjo, ki onemogoča hojo ob stavbi, ker omet in beton namreč odpadata. Dom krajanov na Bohinjski Beli je bil deležen notranje osvežitve. V domu krajanov v Zasipu smo prenovili in dogradili električno inštalacijo. V zadružnem domu Ribno smo poskrbeli za novo oblazinjenje stola v dvorani. Na Jezerski promenadi smo prenovili pomol pri Srčku, pri Grand hotelu Toplice zgradili nove stopnice, razširili smo pokopališče. Na številnih lokacijah na Bledu, med drugim pri podružnični šoli na Bohinjski Beli in ob jezeru, smo v prostor umestili nova naslanjala za kolesa. Na območju Višc in Grajskega hriba smo poskrbeli za sanacijo in nego gozdov ter sanitarno sečno. Vzdrževalna dela so potekala na poti v Vintgar in na pobočju Homa. V okviru posvetovalnega telesa za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir smo v tem mandatu med drugim poskrbeli, da so 3 javni WC-ji dobili evroključavnice. Tako lahko vsak invalid z evroključem vstopi nemoteno in brezplačno. Pomembna pridobitev so nove sanitarije v Mali Zaki in na postajališču za avtodome na Selišah. V preteklosti se je o tem precej govorilo in razburjalo zaradi opravljanja potreb številnih avtodomarjev kar ob in v Potoku. No, novi javni WC pa bo v kratkem odprl vrata tudi na glavni avtobusni postaji. Skupaj z Višjo strokovno šolo za gostinstvo, wellness in turizem Bled smo pod vodstvom mentorice dr. Darje Cvikl izvedli mentorski posvet, ki je osvetlil problematiko vključujočega in dostopnega turizma s posebnim poudarkom na razvoju konkretnih rešitev za našo občino. S pogledom na trajnostno mobilnost ter željo biti prijaznejši do občanov, gibalno oviranih in obiskovalcev, smo v preteklosti kandidirali za pridobitev sredstev na razpisu Eko sklada za nakup 2 električnih vozil. To sta naša Tinčka, ki sta ime dobila po legendarnem taksistu Martinu Vidicu Tinčku. Tudi na omenjenem razpisu smo bili uspešni in prejeli odločbo o dodelitvi do pravice nepovratne finančne spodbude v višini skoraj 128.000 evrov. Tako so na primer starejši občani, gibalno ovirani in mnogi drugi v občini le klic stran od prevoza. Novi skedenj na Mrakovi domačiji, ki je po novem zaradi pretočnosti prometa na rečici od ceste umaknen za slab meter, počasi dobiva končni izgled. Trenutno stanje si lahko ogledate jutri ob 16. uri na dnevu odprtih vrat. Za gradnjo skupnosti Ribno smo izvedli zamenjavo naših deležev za parcelo, katero nujno potrebujemo za želeno širitev pokopališča. Projekt za to je že v pripravi. V Bodeščah in na drugih lokacijah plazov se dela ponovno pričenjajo. Čakali smo na odobritve projektov iz državne tehnične pisarne in vsa potrebna soglasja.
Morda bo kasneje na druženju v Predverju, kamor vas že sedaj prisrčno vabim po končanem uradnem delu, kdo dejal, da je današnji govor trajal predolgo. Lahko da. Ampak ne počnem nič drugega, kot naštevam naše izvedene aktivnosti zgolj iz zadnjih 356 dni, ki so dejstva. V zahvalo vsem, ki so sodelovali pri realizaciji, in kot dosežke, s katerimi se lahko pohvalimo ob občinskem prazniku. Čaka pa nas še veliko izzivov. Najprej cesta za Žago na Rečici, nov vodovod na relaciji Koritno-Bodešče z asfaltno preplastitvijo celotnega odseka. Po številnih investicijah v zasipu bo v bodoče prva na vrsti rekonstrukcija ceste in komunalne infrastrukture v Mužah. Projektantsko je obdelan že tudi tako imenovani Rogačev ovinek na Rečici. Prihodnje leto se nam izteče koncesija za kanalizacijo s podjetjem VTE. Z njimi smo že dlje časa na vezi in pripravljamo mehak prehod in prenos upravljanja na infrastrukturo Bled. Na Bohinjski Beli še usklajujemo projekt pločnika in javne razsvetljave med Zgornjo vasjo in Podklancem z lastniki zemljišč, krajevno skupnostjo in krajani. Pripravljamo tudi projekt ureditve parkirišča na Bohinjski Beli nasproti cerkve. In ker sem z besedo že na Bohinjski Beli, tudi v bodoče računam na nadaljevanje korektnega sodelovanja s Slovensko vojsko. Polni energije bomo v skladu s finančnimi zmožnostmi nadaljevali z rekonstrukcijami cest in ulic, tudi na Dobah in Jermanki. Trudili se bomo za vzpostavitev pogojev za gradnjo stanovanj za mlade, novega doma za starejše in blejskega gasilskega doma. Vse to je le del izzivov, investicij in aktivnosti za našo prihodnost. Nadaljevali bomo z že uveljavljenimi razpisi za društva, klube in druge organizacije ter posameznike. Prav tako z nakupi vozil in opreme ter vzpostavljanjem boljših pogojev za delovanje gasilcev in enot civilne zaščite. Tudi gasilski čoln mora čim prej dobiti pokrito čolnarno. Kot ste zagotovo opazili, na Bledu vzpostavljamo nove dogodke s trajnostnim pridihom. Dodajamo praznično novoletno okrasitev, tudi v blejskih vaseh, pripravljamo pa številne projekte. Nadaljevali bomo s projektom Zelena infrastruktura, z vzpostavljanjem reda ob Blejskem jezeru in na številnih ulicah. Vse za prijaznejše bivalno okolje, za naše občanke in občane in za prijaznejše in čim manj moteče sobivanje med domačini in turisti. Spoštovane in spoštovani, jeseni so lokalne volitve. Po dobrih 3 letih županovanja sem ponosen na opravljeno delo. Številne investicije, projekti za občane, vse to bo ostalo, ne glede na to, kdo bo na prihajajočih volitvah za župana prepričal večino. Skupaj s sodelavci smo se in se še vedno, iz dneva v dan, trudimo upravičiti vaše zaupanje. Hvala vsakemu posebej, od zaposlenih iz širše občinske ekipe, javnega podjetja in javnih zavodov, ker s strpno komunikacijo, tudi na sejah občinskega sveta, s konstruktivnimi predlogi in jasnimi cilji, sodelujemo v smeri izboljšanja pogojev za občanke in občane. Včasih ne gre čez noč, a z našo vztrajnostjo in enotnostjo dokazujemo, da so v lokalni politiki uspehi mogoči, če se ne delimo na leve in desne in če včasih vsak od nas zna stopiti korak nazaj. Pogosto namreč to pomeni zalet do novih skupnih zmag. Naj ob tej priložnosti izrazim iskreno hvaležnost za marljivo delo mojim čudovitim zaposlenim. Delo s takšno ekipo mi daje energijo, motivacijo in voljo vsak dan se spoprijemati z novimi izzivi, sprejemati nove odločitve. Naj se še posebej zahvalim direktorici občinske uprave Vesni Okršlar za strokovnost in nesebično podporo ter tajnici Tatjani Tavčar in podžupanu Iztoku Peserlu za vso pomoč in opravljeno delo. Z omenjenimi preživim več časa kot svojimi domačimi. Vsak župan pa je le človek. In če ima srečo, mu ob strani stojijo družinski člani. Zato izražam iskreno hvaležnost moji družini za razumevanje in podporo. Dovolite pa, da z tega mesta izrečem zahvalo vsem, ki svojim delom, zgledom, nesebičnostjo in aktivnostmi sestavljate mozaik naše občine. Naj ob koncu izrečem še iskrene čestitke vsem prejemnicam in prejemnikom občinskih nagrad. Hvala vam, cenjene in cenjeni, za vaš neizbrisen pečat. Spoštovane in spoštovani, ki ste del nocojšnjega praznovanja,
Hvala tudi vsem vam za prisotnost in pozornost. Vse najlepše nam voščim in uživajmo v tem, kar nam bo še ponudil ta praznični večer. Srečno, naš Bled. Nizu županovih zahval naj dodam hvala tudi županu za izčrpan slavnostni govor in popestritev praznika in hvala izvrstni glasbeni zasedbi, ki jo označujejo 3 B-ji. Big Band Bled. Zaenkrat je orkester večer zaznamoval z državno himno, z uvodnimi takti blejske himne pa je pristavil piko oziroma klicaj županovim besedam. V enem letu se pa že toliko novega zgodi, da mnogo besed lahko na jezik položi. Blejcema seveda. Izvolita znamenita Blejca. Beseda je vajna. Danes je en lep dan, minko pričakujem. Olej ga, Janez. Tinček, a si prišel nazaj? Jaz sem na eno sorto. Ja, to ki nanesel, a ne? Ja, sem slišal, da boš spet vozil. Ja, bom, ampak zdaj pa na 2 kampa. Kako misliš to, na 2 kampa? A veš, kako, Janez, vse tam me poznajo. Ja, Jaz sem bil prvi taksist na Bledu. Ja, še pred vojsko sem vozil polet turiste, pozim, če je kdo nucal, in preden se je vojska začela, sem imel lepega novega Opel Kadeta, kabriolet. Med Nemčijo, kakor smo rekli, med okupacijo, se ni dal voziti, pa še navaren je bil, pa pstil niso. Sem ga v darvarancu skril. No, poj, po svobod, manj ga je pa ta nova oblast oziva. Pa en star avto man je dava. Povem, da man je bil fest kdo. Kaj ne? Ampak sem vse glih vozil. Porodnice v bolnico, pa mame z otroci nazaj, pa če je kdo mogel na občino, v Radolco tudi. Še za na morje so mi najeli, da sem jih pelal. Pa če sem takole kjer ga narajmal, da je šel peš, sem mu tudi ustavil, pa sem ga pobral. Ja, pa nisem nič za to zaračunal. No, zdaj je pa občina, skomandirala 2 avtomobila. A kar 2? Ja, pa je bo pa prav en tak razpis, kako ne se pa poimenova, pa je pa Vršanova Mihelca, Skalpenka, zdaj je v Podham poročena. Ona je šla, če pa je rekla, ja, kaj pa ga išete, se ga imate, Tinčka. No, vidiš, so me dali prav na vsak avto, tako da bom na nosortu pa vsak mu prevozil zraven, vozil pa na več jaz. Bota 1, 2, prosto ferja. Pa lajko tudi? Ja, tudi. Kaj pa ti, Janez? Ja, kakor sem rekel, minko očakujem. Aha, ja, no prav. Kaj pa ima take, kaj imajo, se me nabriga. Če me v takej nucova, poj me pa pokličta. Se imaš mojo številko, a ne? Mam, veš, No, da prav, poklical, prav. no drugače nisem Pejva, višen, lajka. kogava kaj počeva. Ja, se ne vem, a ma rajten, da spet vlak zamudo, bom jaz malo za Vogvom počakal, bo že prišla. Mi pa ne zamujamo. Že hitimo na naslednjo postajo po 3 prejemnike županovih priznanj. Že naziv priznanja pove, da tu brez župana ne gre. Prosim, gospod župan.
Županovo priznanje prejme Mojca Volk. Mojca Volk vodi enoto dnevnega varstva starejših v medgeneracijskem centru Vezenine Bled, ki predstavlja pomembno pridobitev za lokalno okolje, kar še posebej dobro vedo svojci uporabnikov. Ta storitev jim prinaša veliko olajšanje in notranji mir, saj so njihovi bližnji z bivanjem v dnevnem varstvu čez dan v dobrih in strokovnih rokah. Mojca Volk s svojim odgovornim pristopom, visoko stopnjo strokovnosti in čutom za delo s starejšimi pomembno prispeva k kakovosti njihovega vsakdana. Skupaj s sodelavkami ustvarja okolje, ker se uporabniki dobro počutijo, z veseljem prihajajo ter ohranjajo aktivnost in socialne stike, svojci pa so hvaležni za podporo, razumevanje in občutek, da v tej skrbi niso sami. Njeno delo presega okvir običajnih delovnih nalog ter pomembno prispeva k ugledu in razvoju dnevnega varstva starejših ter širše skupnosti občine Bled. Mojca Volk. Županovo priznanje prejme Slovenski pen. Slovenski pen je bil ustanovljen leta 1926 v Ljubljani. Njegov prvi predsednik je postal pesnik Oton Župančič. Med drugo svetovno vojno je delovanje društva zamrlo, vendar se je leta 1965 znova dejavno vključilo v mednarodno mrežo. Pod predsedstvom Mateja Bora je Slovenski pen pripravil prvi mednarodni kongres v socialistični državi Jugoslaviji in to prav na Bledu. Od takrat na Bledu vsako leto potekajo blejska srečanja pisateljev, zaradi katerih je kraj med literati postal skoraj simbolen prostor, oaza miru in premišljevanja. Ta pomen se je še kako ukrepil po letu 1984, ko je bil na pobudo Miloša Mikelna prav na Bledu ustanovljen Odbor za mir, edinstven organ znotraj mednarodnega pena. Na Bledu se je osnovala tudi humanitarna akcija za pomoč pisateljem v času jugoslovanskih vojn. Leta 2005 je Bled še enkrat gostil mednarodni kongres PEN. Blejka Melita Volk je vrsto let s svojimi portreti ovekovečala številne udeležence blejskih srečanj, na Bledu pa živi tudi častni podpredsednik mednarodnega pena Boris A. Novak. Letos se bodo delegati PEN centrov na Bledu zbrali že 58. Srečanje, ki ne bi bilo mogoče brez zvestega gostoljubja slovenskega bisera. Slovenski PEN. Županovo priznanje prejme Klub upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve Maksa Perca Bled. Klub upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Bled v letošnjem letu obeležuje 30. obletnico svojega delovanja. V njegovih vrstah se združujejo predvsem upokojeni policisti iz občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. V zadnjih letih pa so se jim pridružili tudi nekdanji policisti iz drugih krajev Gorenjske, družinski člani ter simpatizerji kluba. Danes klub šteje kar 91 članov. V klubu, ki mu predseduje Vojko Mulec, skozi vse leto pripravljajo številne dejavnosti, ki povezujejo člane in ohranjajo bogato tradicijo druženja. Med njimi so strokovne ekskurzije, klubski dan, Kostanjev piknik, novoletno srečanje in številni drugi dogodki.
V okviru kluba delujejo tudi različne športno-rekreativne sekcije, pohodniška, teniška in kolesarska. Posebej dejavna je pohodniška sekcija, ki vsako leto organizira več pohodov po različnih krajih Slovenije. Njeni člani pa se z veseljem podajo tudi čez meje, kjer odkrivajo nove poti in utrjujejo prijateljske vezi. Iskrene čestitke nagrajencem in hvala podeljevalcu. Radovednost pa nas žene naprej v vrtinec idej, Blejca in Bohinjke. O, Janez, kuj pa ti še primoč, da sme tok fan na štank s kolesom pripeljal sem ven. Nič nisem takoj fest, tudi se staram. Je pa res, da imam pa zdaj kolo na elektriko, čez noč, ki te pocen tok ga malo priklopim, pa je kaj vože. O, verjamem. A veš, da se jaz pa sploh ne morem načditi, kogaj nad mole bledo vse novega. Nobenega drena ni več na cestah, avtomobil niso kaj tako, če pa sem parkiran. Koga se je pa naredil? Koga se je naredil? On velik nov parkiriš je tamle gor pod gradom. Se ja veš, tam zdaj vsi avtomobile, avtobuse, kamperje, motorje, vse tam parkira v spleh in mu kupo parkiriše in gliham prav daleč stran od centra Bleda, po ta drugemu kraj pa glih prav bliz tudi, a ne? Ja, to je pa res. Fajn je. Fajn je, fest se pozna. A veš, Janez, zadnjič sem bil na Bledu na Britofu. Ja. Pa spak, čekaj, v šolo gledam, ja. Pa vidim, da je tam en stoh. Ja. Koga pa mi smo včasih v stoh obdevalo? Ja. Ta je pa prazen. Ja, seveda, to je zdaj ta nov stoh, a veš, ki je skozi participativen proračun gor zrasel. Participativen, ja. Participativen. Ja. Madonna, Janez, pa ti kunšten ratov. Nič nisem takoj kunšten. A veš, to so taki reči, ki jih občan predlagajo, da se naredijo, občina poje poskrbi za realizacijo, no to so se tam vac spomnili. Otroc blejsk. No, stoh se je naredil, zdaj pa vesela po njemu, zdaj pa plezajo, pa telovadijo, pa fitness uganajo po njemu. A zato se nuca? A fitness? Mi smo v Bohinju rekli, če ste s tem gor skrekval, Mirke, da navš dol padu. Ja. A veš, Janez, da je pa Bled tako lep, da jaz skozi raj pridem sem ven. Res je, lepo je. A veš, vse sorte, tako kakor se rekva, je na nov narejen. Parke, zasaditve, klopce. Še drseš cel let na Bledo. O, Madonna, ja. Če pa to vedel, pa drsalke sabo pripelal. Ni treba, vse tam dobiš, ti samo prideš pa uživaš. A šla drsat mora biti. A veš, koga malo se bojim, da mu vlak nazaj za Bohen zamudil. To bo pa zelo narodno, veš. Nič se ne boj. A veš, koga meni na misel prišlo, bom pa jaz kar Tinčka poklical, za bencin bom dal, naj jo noter nazaj v Bohem pelal, bom še jaz prisedel. Halo? Tinčka. Tinček, a veš kako, preh sponujo, da pa ne, pelal, če bo glih treba. A veš, zdaj pa tako, da pa minko v Bohem pelava. Ja, ti zblizu? Ja, pa sem prid, sem odtle zgovoril, a ne? Ja, sem pojde, ja, če ni zdeleč. Hej ga, pa sres. Onka, pozdravljena. O, Tinček, dober dan. Seveda bom pelal, pa nič navš dal za bencin, veš, te dva avtomobila sta na elektriko. Si glih tako po nočnata pocen tok filata, kukar to je kolo.
Ja. Ampak zdaj, klej še malo naroden mem toplic. Ne. Po mojem bil na Dindol, pa tam Ne, zdaj. men toplic ne boš Tam je pa mogel. zrihtana, ne na Dindol. Tam je drugač zrihta, ampak bo fajn, da bi se čez se upelal, Ja. pa na mlinom vam prišla, poj se mu pa naprej še na Bevo pelal, kurit Frido je tudi obnovljen. Zdga, a veš, participativnega proračuna. Ja, a ne? ja, No, ja. tam mal vode zajel, čovta pa Jur, pa Maja, čer blisec zunaj, pa ni rečen, da nam bo še kufe dobil. Je prav. Jaz imam pa še malo potice s sabo od velike noči. no. Dobro. Ja. A veš, koga, Janez? Jaz bom pa drug brt prišel kar s avtom na Bled. Koga? Ja, se ga bom... Kako to? Ja, izca se ga bom tam pod gradom zaparkiral, no. O, se pa hitro učiš, Minka, hitro. Na Bled je skozi bolj fajn prita. A še bolj fleten je pa na Bledu ustate. Pova. Pa. Ja, mi ostajamo. Hvala Tinčku, pa Blejcu in Bohinki. Ja, iz leta v leto so bolj konštan. Brez njih ni več proslave, zaslužijo si izdatnega aplavza in pohvale. Zdenka Pintar, Tomaž Bregant, Lojze Ropret in Nija danes v vlogi Tinčkove lajke, ta pa ni na elektriko. Priznanja, to so neke vrste ocena odlično, ki jih v imenu občine nocoj izroča župan Anton Mežan. Pred nami je trenutek, ko bo župan podelil 4 častne znake Rajska ptica. Pav, ki krasi rajski vrt, simbolizira vir življenja in bogatstva. In nagrajenci ste vir življenja, talentov in neprecenljivega bogatstva, torej spoznajmo jih. Častni znak Rajska ptica prejme Ana Marija Jakopič. Ana Marija Jakopič že od leta 2003 predstavlja srce in dušo krajevne organizacije Rdečega križa Bled. Svojo predanostjo, odgovornostjo in toplino vsak dan bogati življenja starejših in ranljivih prebivalcev občine Bled. Redno obiskuje starejše na njihovih domovih in v domovih za starejše prinaša pomoč, tolažbo in drobne radosti. Ob 8. marcu, pred Božičem ali ob drugih priložnostih jih razveseli z rožicami, voščilnicami, koledarji, s čimer ohranja vezi in skrb za skupnost. Ana Marija vestno vodi in skrbi za blagajno, pomaga pri krvodajalskih akcijah in delitvi hrane socialno ogroženim. Njeno prizadevanje je bilo še posebej opazno med epidemijo COVID-19, ko je sodelovala pri množičnih cepljenjih in priskočila na pomoč, kjerkoli je bilo to potrebno. Dolgoletno in nesebično delo Ane Marije je temelj humanitarnega delovanja Rdečega križa v občini Bled. Njena toplina, vztrajnost in srčnost gradijo solidarnost in medčloveško povezanost. Zaradi njenega izjemnega prispevka k skupnosti se Ani Mariji Jakopič podeli priznanje častni znak Rajska ptica. Častni znak Rajska ptica prejme Karin Peserl.
Karin Peserl je svojo športno pot začela pri 10 letih v kranjskem klubu Zvezda pri trenerki Anješki Šigenčuk, ki jo vodi še danes v okviru plavalnega kluba Triglav Kranj. Že na prvem državnem prvenstvu je osvojila 2. mesto, danes pa ima v svoji zbirki kar 21 zlatih medalj na državnih tekmovanjih in skoraj 60 medalj, vključno z mednarodnimi uspehi. Slovenijo je zastopala na številnih mednarodnih tekmah, med njimi na evropskem in svetovnem prvenstvu, na evropskih igrah Krakov Malopolska, na svetovnem mladinskem prvenstvu v Peruju in evropskem prvenstvu v Beogradu. Z Niko Seljak sta kot prvi slovenski duet nastopili tako na svetovnem kot evropskem prvenstvu. Karin je po opravljeni maturi na gimnaziji Jesenice uspešno opravila sprejemni izpit na Fakulteti za šport v Ljubljani. Še vedno aktivno trenira in svoje znanje posreduje mlajši generaciji. Kot umetnostna plavalka združuje balet, gimnastiko, plavanje in akrobacije, ter dokazano presega okvire športa. Je umetnica v pravem pomenu besede. Poleg plavanja se posveča glasbi in likovni umetnosti. Je članica pevskega zbora Do Re Mi, igrala je v gimnazijskem muzikalu Mrtva nevesta in prejela nagrade za likovno ustvarjalnost. Od malih nog je predana tudi domačemu gasilskemu društvu. Karin Peserl se podeli častni znak Krajska ptica kot priznanje za njen dosedanji trud in kot spodbuda za nadaljnjo ustvarjalno pot. Karin Peserl. Častni znak Krajska ptica prejme Nina Bijadov. 16-letna Nina, paraplavalka iz Ribnega pri Bledu, je svetel vzgled mladim in širši skupnosti. Kot članica plavalnega kluba Radovljica in slovenske paraplavalne reprezentance je svojo strastjo, disciplino in izjemnimi dosežki pomembno prispevala k prepoznavnosti občine Bled doma in v svetu. Plavati je začela leta 2019, sprva je plavanje predstavljalo terapijo, a se je kmalu v ta šport zaljubila in ga preoblikovala v svojo življenjsko strast. Njena pot je tudi pot poguma. Nina živi z diagnozo redke dedne nevropatije, ki prizadene mišice in živce. Kljub temu je ljubezen do plavanja, vztrajnost in delovna etika omogočajo, da je ena najuspešnejših mladih paraplavalk v Sloveniji. Naj povem, da za njenimi uspehi stoji močna družina, ki jo vsak dan podpira in jo na treninge v Radovljico prevaža tudi 10-krat tedensko. Še imam povedati o Nini. Naj dodam, da posebno poglavje je njen nastop na 7 evropskih paraigrah mladih v Carigradu, kjer je s svojim osebnim rekordom na 400 metrov prosto nadvse dostojno zastopala Slovenijo in občino Bled. Nina je skozi leta zbrala številne naslove, nazive in rekorde, od državnih prvenstev v Sloveniji do mednarodnih tekmovanj na Reki, Zagrebu, v Splitu, v Dubrovniku, ker se je pogosto uvrstila med najboljše v absolutni konkurenci. Poleg športnih dosežkov uspešno uskladuje tudi šolanje kot farmacevtska tehniška dijakinja v srednješolskem izobraževalnem centru Radovljica. Na podlagi njenih izjemnih dosežkov se Nini podeli priznanje za šport, promocijo občine in navdih. Navdih, da lahko z odločnostjo premagamo vse ovire. Nina Bijadov.
Častni znak rajska ptica prejme Eva Strgar. Eva Strgar je bila rojena na Jesenicah, odraščala pa je na Koprivniku. Že kot otrok je izstopala z energijo in ustvarjalnostjo. Bila je članica PGD Koprivnik, tekmovalka PGD Bohinjska Bela, igrala v otroških gledaliških predstavah in odigrala glavno vlogo Doroteje v muzikalu Čarovnik iz Oza. Kot osnovnošolka je trenirala jazz balet, pomagala pri otroških koreografijah in sodelovala na lokalnih prireditvah. Ko je pri njenih 15 COVID-19 ustavil svet, se je Eva podala v športni svet powerliftinga, ki sta ji ga predstavila starejša brata. Že na prvi tekmi se je zaljubila v ta šport, ki je odprl vrata do vrhunskih dosežkov. Po osnovni šoli je postala zlata maturantka srednje šole Jesenice, smer predšolska vzgoja. V 5 letih kariere v powerliftingu je zbrala številne medalje in nazive na državnih in evropskih tekmovanjih ter postavila kar 13 državnih rekordov. Poleg tekmovanja je tudi sodnica z nacionalno licenco in članica marketing ekipe, kjer skrbi za promocijo, organizacijo tekmovanj in sponzorje. Aktivna je tudi v družbeno odgovornih projektih, kot je Gibatlon, kjer športniki sodelujejo z osebami s posebnimi potrebami. Eva danes študira predšolsko vzgojo na pedagoški fakulteti na Primorskem, kar je omogoča usklajevanje študija s športom. Je predana, radovedna in zagnana. Svojo strast do športa želi deliti z drugimi, predvsem z otroki, tako zdravimi kot tistimi s posebnimi potrebami. Letos nestrpno pričakuje mladinsko evropsko prvenstvo v Kranjski Gori. Eva Strgar. Hvala podeljevalcu in čestitke vsem 4 rajskim prejemnicam. Ja, rajska ptica je ženskega spola in letos so bile tudi vse prejemnice prav tega spola. Big Band Bled pa je društvo glasbenih zanesenjakov, ki tvorijo klasičen veliki orkester. Sestavljajo ga prekaljeni glasbeniki, ki igrajo v glasbenih zasedbah, kot so Big Band RTV Slovenija, Dixieland Band Kranj, Bled Jazz Selection, Stari mački in tako dalje. Društvo Big Band Bled bo letos oktobra slavilo 10. jubilej. Slovi po tem, da sodeluje s številnimi gostujočimi dirigenti in pevci. Posebna gostja nocojšnjega večera je izbrana s posebnim razlogom. Ko je bila stara 9 let, je ob spremljavi Big Banda RTV Slovenije pod vodstvom Mojmira Sepeta zmagala na Blejskem srčku, otroškem odmevnem glasbenem festivalu. Nagrada je bil nastop v Novem Sadu, kjer je Anika ponovno slavila zmago z isto skladbo. Istega leta je tudi posnela svojo prvo ploščo. Odtlej je njena pot vodila samo še naprej in navzgor in po 10 letih spet na Bled. Dame in gospodje, Big Band Bled, dirigent Primož Grašič in Anika Horvat. Ko naju več ne bo, bo spet prav tak večer, kot je nocoj. Na
modrem nebu, oddaljen in svetal. Spet kot nocoj bo Orion sijan, zeleni hrast, ki pošumeva v noč. Takrat prastaro temno bo drevo, šumel bo v vetru kot teman spomin na ta večer, ko stala sva pod njim. Skoz mrak bo trepetala v istih zvest srebrna luč. Le mladi par se bo tu prav takrat objel kdo drug. Prav kot nocoj pomladni mrak sijal bo Orion. In prav tako kot jaz morda bo rekla deklica, kako je daleč, kako je lep, kako blešči se njegovih 7 zvezd. Poljubi me za 1000 dolgih let, kot v mlad par se bo poljubil spet. Poljubi me za 1000 dolgih let, kot v mlad par se bom poljubil spet. Hvala lepa, dober večer. Samo nekaj bom povedala. Primož, I love you. In ljubim tudi Bled, hvala, da ste me povabili na vaš praznik. Malo mi je žlo na jok, ampak to se dogaja, ko stariš, ne pravijo. Že lani sem za rojstni dan jokala, ampak nekaj sem se spomnila. To mi toliko pomeni, da sem danes z vami, ker se počutim del Bleda in tu sem res začela. Bled je tudi moj. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, le kaj ti bo sonce in rože zakaj. Zajička so rožniti sveti, v očeh žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mar ti zelenih trav. Srce nič ne čaka, bije tik-taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj? Pa zaprli oči in zapeli skupaj. Ste za? Ste za? In gremo, zapremo oči. Čakaj, mladi, le kaj ti bo
in rože zakaj, saj lička so rožniti cveti, v očeh žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mar ti zeleni trav. Srce nič ne čaka, je tik taka, kliče ljubav. Zakaj? Čakala bi na maj. Primož, mislim, da so vsi iz pevskega zbora Bled. Krasni ste. Hvala lepa. Frejzo. Hvala lepa. Se pa še vidimo, kaj ne? Ja, vsi so bili na Blejskem srčku. Jaz se imam za ful mlado in ko sem vzela 16-letnega kitarista, sem vikala njegovo mamo pred par leti. Rekavnika, ne vem, kad smo isto stare. Kdo je bil na Blejskem srčku 100 let nazaj? Dobro, dvignite roke, saj ne pomeni, da smo stari. Leta 86, pomlad in še kaj. Gospa voditeljca je bila, je kdo bil od vas? Pa ste vsi iz Bleda? Vi ste bil. Pa, če je bila polna ledena dvorana, ti si bil. Se pravi, nobenega ni tu, ma ne bom povabila ga na oder, niti ne bo rabil pet. Vi ste bila, gospa. Kako vam je ime? Na koga ste pokazala? Sedela, da ne razume. V glavnem, jaz vem, da kdo je bil, pa me poznati, da bi potem prišla do vas, pa boste mogli pet. Pomlad in še kaj je bila prelep dogodek in v bistvu takrat je bilo tako lahkotno in se je podpiralo otroke. Ne v tem, da tekmujejo, podpirajte vaše otroke, da najdejo umetnika v sebi. Smo eden in edini vsak. To je to. Anika Horvat se še vrne. Ne bomo čakali na maj, zlate plakete občine Bled, Kane župan, bomo podelili že zdaj. Zlato plaketo občine Bled prejme Dragica Marta Strnad-Kenda. Kulturno-umetniško društvo Zasip je ob svoji 100-letnici vstopilo v novo ustvarjalno obdobje. Že 7. leto ga vodi magistrica Dragica Marta Strnad-Kenda, ki je s predanostjo in vizijo povezala številne člane iz Zasipa, Gori, Bleda in okolice. Skoraj polovica izmed 143 članov aktivno ustvarja v pevskih, likovnih, literarnih, drugih sekcijah ter skupaj bogati kulturno življenje kraja. Pod njenim vodstvom je društvo posebno pozornost namenilo ohranjanju zgodovinske, kulturne in kulinarične dediščine. Kot avtorica in soavtorica je sodelovala pri nastanku številnih publikacij, ki pripovedujejo zgodbe ljudi, pesmi in tradicij Zasipa. Knjige, pogosto podarjene krajanom, so postale dragocen most med preteklostjo in sedanjostjo. Njeno delo presega knjižne strani. Na njeno pobudo je Zasip dobil svojo zastavo in tablo Prgarija. V spomin pesnici Vidije Raj pa je bila postavljena tudi spominska plošča. Svojimi zapisi v časopisih, kulturnimi pobudami, povezovanjem društev ter podporo mladim ustvarjalcem skrbi, da kulturni utrip kraja ostaja živ. Magistrica
Draga Marta Strnad-Kenda je v zadnjih letih postala ena ključnih ustvarjalk kulturnega utripa Zasipa in širšega blejskega prostora. Svojo predanostjo, ustvarjalnostjo in srčnostjo je pomembno prispevala k prepoznavnosti kraja ter k ohranjanju njegove dediščine. Njeno delo je zaznamovano z iskreno ljubeznijo do domačega okolja in ljudi, ki ga soustvarjajo. Dober večer tudi v mojem imenu vsem gostjam, gostom, vsem občankam in občanom in iskrena hvala ob tako visokem priznanju, ki sem ga danes prejela, gre absolutno tudi mojemu društvu. Seveda hvala komisiji občine Bled in gospodu županu za izkazano zaupanje, ki mi daje zavezo, da se bom trudila tudi v prihodnje. In nenazadnje, ni pozabiti vse člane društva v kulturno-umetniškem društvu Zasip, ter seveda ob veliki podpori mojega moža in hčerke Irce, ki sta dejansko razumela vso ta moja angažiranja in mi pomagala, da sem na tej poti lahko izpeljala vse tisto, kar sem si želela narediti za kraj. Želim si, da skupno kulturo in kulturno dediščino in vse svoje najboljše energije usmerimo v dobro kulturne dediščine in seveda za vse naše bodoče rodove, kajti Bled si zasluži to, kar za Bled vedno govorimo, biser in seveda ljudi, ki v njem živijo in kulturno ustvarjajo in se želijo nekaj pustiti tudi našim rodovom. Hvala ob tem prazniku, občinskem prazniku, pa seveda vsem občankam in občanom želim veliko lepega, danes pa še naprej prijazen in prijeten večer. Hvala, gospod župan. Mi pa blejske bisere nagrajujemo naprej in sicer zlato plaketo občine Bled, ki jo prejme kulturno društvo Bohinjska Bela. Kulturno društvo Bohinjska Bela letos praznuje častitljivih 120 let neprekinjenega delovanja. Od ustanovitve leta 1906 pomembno soustvarja kulturno življenje Bohinjske Bele in širšega območja občine Bled, ter svojo dejavnostjo ohranja kulturno dediščino in povezuje krajane vseh generacij. Posebnost društva je izrazito medgeneracijsko sodelovanje. V svojih projektih združuje otroke, mladino, odrasle, starejše, ter tako gradi mostove med generacijami in prenaša kulturne vrednote, znanje in izkušnje. Društvo se posebej odlikuje po lastni gledališki produkciji, predvsem po muzikalih, katerih avtor je Franc Podjet, častni občan občine Bled. Muzikali nastajajo v tesnem sodelovanju z osnovno šolo Bohinjska Bela in predstavljajo lep primer povezovanja kulture in izobraževanja. Predstave gostujejo tudi zunaj domačega kraja in vedno znova in znova navdušujejo občinstvo. Poleg gledališke dejavnosti društvo pripravlja kulturne abonmaje ter tako občanom omogoča dostop do raznolikega in kakovostnega kulturnega programa. Pomemben del njegovega delovanja je tudi recitacijska skupina, ki s svojimi nastopi ob kulturnih in spominskih dogodkih ohranja spoštovanje do tradicije in skupne kulturne zavesti. V jubilejnem letu društvo pripravlja premiero gledališke igre Nor, nor, norišnica ter nov muzikal Plešoči osliček, s čimer znova potrjuje svojo ustvarjalno energijo in kontinuiteto delovanja. S kulturnim društvom Ribno ohranja tradicijo koledovanja, ki povezuje krajane in neguje bogato ljudsko izročilo. Svojim dolgoletnim prostovoljnim delom je kulturno društvo Bohinjska Bela postalo nepogrešljiv nosilec kulturnega in družbenega utripa kraja.
Že 120 let ohranja Bohinjsko Belo kulturno živo, povezano in ponosno na svoje korenine. Prav zaradi tega izjemnega prispevka k razvoju kulture, skupnosti in lokalne identitete se mu ob 120-letnici podeli zlata plaketa občine Bled. Zlato plaketo občine Bled prejme Višja strokovna šola za gostinstvo, wellness in turizem Bled. Višja strokovna šola za gostinstvo, wellness in turizem Bled že skoraj 30-letja pomembno soustvarja razvoj znanja, strokovnosti in kakovosti na področju gostinstva, turizma in wellneške dejavnosti, sodobnimi programi, strokovnimi kadri ter tesnim sodelovanjem z lokalnim okoljem izobražuje generacije strokovnjakov, ki so ustvarjajo ugled Bleda in Slovenije kot vrhunske turistične destinacije. Šola je bila ustanovljena leta 1996 kot odgovor na potrebe lokalnega in širšega okolja po strokovno usposobljenem kadru. Kot ena prvih višjih strokovnih šol v Sloveniji je postavila pomembne temelje za profesionalizacijo turističnih dejavnosti na Bledu. V njenem okviru deluje tudi šolski hotel Astoria, kjer se izvajata praktično usposabljanje in povezovanje teorije s prakso. Do danes je na šoli diplomiralo več kot 1800 študentov, ki uspešno delujejo doma in v tujini. Šola sodeluje v številnih razvojnih, raziskovalnih in promocijskih projektih, usmerjenih v trajnostni razvoj turizma, razvoj gastronomije, wellneške ponudbe ter inovativnih turističnih produktov. Posebno mesto imajo študentski projekti, strokovne delavnice in sodelovanje z lokalnimi ponudniki, ki neposredno prispevajo k razvoju lokalnega gospodarstva in skupnosti. Študenti redno dosegajo vrhunske rezultate na mednarodnih tekmovanjih ter svojim znanjem in ustvarjalnostjo predstavljajo Bled v mednarodnem prostoru. Podelitev zlate plakete občine Bled predstavlja priznanje njenemu zgodovinskemu in razvojnemu pomenu ter zahvalo generacijam predavateljev, študentov in sodelavcev, ki ste ustvarjali njen uspeh. Spoštovani gostje, res hvala. Leta 1996 sem bil tudi študent prve generacije na tej višji strokovni šoli, tako da sem zelo počaščen, da lahko danes v imenu višje strokovne šole prejemam to priznanje. Hvala županu, komisiji in pa vsem našim sodelavcem, predavateljem, tako v šoli kot v šolskem hotelu Astoria in pa tudi mentorjem v podjetjih, kjer naši diplomanti opravljajo poslanstvo in strokovne izzive v gostinstvu, turizmu in wellneški dejavnosti. Do zdaj jih je diplomiralo več kot 1800 in naj bo zahvala in pohvala tudi v njihovem imenu vsem diplomantom in študentom. Hvala lepa. Dokaz, kako visoko se lahko povzpne študent višje šole. Zlato plaketo občine Bled prejme lovska družina Jelovica Ribno. Lovska družina Jelovica Ribno letos praznuje 80 let neprekinjenega delovanja, pomemben mejnik v zgodovini ribnega Bleda in širše skupnosti. Danes združuje 45 članov in 5 članic.
ter upravlja razgibano lovišče, ki se razteza od desnega brega Save Bohinjke in Save vse do planote Jelovice. Takšno območje zahteva veliko strokovnega znanja, odgovornosti in premišljenega upravljanja z naravo. Posebno vrednost predstavlja lovski dom v Ribnem, ki ga lovci delijo s prostovoljnim gasilskim društvom Ribno. Ta skupna raba prostorov je v slovenskem prostoru redkost in hkrati simbol izjemnega sodelovanja, zaupanja ter povezanosti med lokalnimi organizacijami. Lovska družina že vrsto let tesno sodeluje s podružnično osnovno šolo Ribno, kjer otrokom približuje pomen varstva narave, odgovornega odnosa do divjadi in sobivanja z naravnim okoljem. S tem pomembno prispeva k ozaveščanju mladih in krepitvi prihodnjih generacij varuhov narave. Dejavnost lovske družine je močno vpeta tudi v življenje kraja. Sodeluje s krajevno skupnostjo Ribno, Rdečim križem in drugimi lokalnimi organizacijami. Predavanja in srečanja z lastniki zemljišč o sobivanju z divjadjo so primer dobre prakse, ki krepi razumevanje in zaupanje med ljudmi. Njihovo poslanstvo presega lovstvo, je naravovarstveno, vzgojno in povezovalno. Lovska družina Jelovica Ribno predstavlja pomemben steber skupnosti ter ponos Ribnega in Bleda. Hvala lepa in iskrene čestitke še enkrat vsem nagrajencem. Gospa Marija, tale zlata trofeja, uplen, kako bomo rekli, bo na pomembnem mestu, a ne? Skratka, slovesnost ob jutrišnjem prazniku občine Bled je tako pri koncu. Vse nagrajenke, nagrajence po zaključnem glasbenem zalogaju vabim na oder, kjer bo nastala skupinska fotografija. Vse obiskovalce, obiskovalke pa vabim na ukrepčilo, da naše druženje bo še okus dobilo. Še prej pa zaplešimo z Big Bandom Bled, Aniko Horvat, čaka nas Mundens, Ta noč je moja, ura bles kazalcev. Zgovorno, pozabimo na kazalce, prelevimo se v plesalce. Zaplešimo z luno in bleski praznik ubral bo pravo struno. Nasvidenje in lep večer še naprej voščim še v svojem imenu. Z vami sem bila Branka Smole. Big Band Bled in Anika Horvat, naj rečem lahko noč. In dober večer, Bled, in en velik aplavz za našo Bled. Lahko noč, Bled. Branka sem rekla. Ples v mesečini. Prelesna noč je za ples mesečini, svetle zvezde so v tvojih očeh. Nežno ljubiva se v srebrnini, ob meglenih jesenskih poteh. Ko mrtvo listje zapušča vejevje, čujem žalostno petje dreves. Moja oda kot gozda odmevje, mesečini odhajam na ples. Sijoče lune čaroba je šepet te noči, ko sjajo mesečine, vsak poljub presvetli. Bog daj pisala v mesečini spet s teboj. Se boš še ljubil v mesečnih nočeh z menoj. Če bom smela to noč te ljubiti, naj me jutro presrečno zbudi, ker tako se bojim zgubiti vsak zaklad, ki mi daješ, ga ti. Zato srce te bo vedno čakalo, da nikdar več ne boš taval sam. Vse bo res, kar se mi je sanjalo, ko enkrat boš prav vse, kar imam. Kadar te objame, veš strastjo, zadrhtiš, pa se prevzemi.
odhitiš, bom daj plesala v mesečini spet s teboj. Se boš še ljubil v mesečnih nočeh z menoj. Če bom smela to noč te ljubiti, naj me jutro presrečno zbudi, ker tako se bojim zgubiti vsak zaklad, ki mi daješ ga ti. Zato srce te bo vedno čakalo, da nikdar več ne boš taval sam. Vse bo res, kar se mi je sanjalo, ko enkrat boš prav vse, kar imam. Kadar te objavim in strastjo zaletiš, ko se prevzamem, si izgubljen, odhitiš, bom naj plesala v mesečini spet s teboj. Se boš še ljubil v mesečnih nočeh z menoj. Bom naj plesala v mesečini spet s teboj. Se boš še ljubil v mesečnih nočeh z menoj. Z menoj. Z menoj. En lep pozdrav za Dušana Velkavrha, ki vem, da nas posluša, ki je to pesem prepesnil v slovenščino. Zelo težka je bila. Presna noč je za ples zelo težko. Vsi rečejo presna noč, tako je bila težka, ampak je rekel, takrat sem bila še malo mlajša, zdaj sem mlada. Ko boš to enkrat znala, ne boš nikoli pozabila. Dajmo en aplavz za našega Dušana, mlade oči in najlepše besedila. Pa še en aplavz za našega Primoža in za naš prelep big band in te punce, ki so redkost. Za te punce malo večji aplavz, prosim. Poglejte. Zato pa tako zveni, a ne, Primož? Ta noč je tvoja. Hej! Hopa! Ha! Hej! Ta noč je vaša in se ljubimo. Zdaj sem ob tebi, vem, da ljubiš me. Ta noč je moja, ritmo pustiva, naj vzame, veš, da ljubim te. Para-para-paj-da-da-da, para-para-paj-da-da-da, para-para-paj-da-pa. Para-para-paj-da-da-da, para-para-paj-da-da-da, para-para-paj-da-da.
para pa 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 ra pa pa para pa pa pa. Para pa 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 ra pa para pa 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 ra pa bam 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 bo. Hey oh. Moj poklon. Zdaj bi mogli stole vršiti ven, pa malo še zaplesati, a ne? Koliko ste lepi. Nič naj te ne bo sram. In velik aplavz za našega kitarista. A si že bil? Ja pa, veš kaj se rečem, ko se sama hvalim, se dobro roba sama hvali. Ko ura brez kazalcev noče šteti ur, je ura vseh ljubimcev, ura avantur. Saj ura brez kazalcev časa ne prizna, je najbolj čudna ura, kar jih svet pozna. Ta ura brez kazalcev dela le tik-tak, tedaj ko sine zora ali pade mrak. In taka čudna ura je zaljubljeno srce, ki gre in gre, ko ljubi in ljubi. Ljubi še in še, tesno objemi me sedaj. O majcenih stvarih mi šepetaj. Pa-para-ba-para-ba-para-ba-para-ba-para-ba-para-ba. Ti znova s tem srce napiješ mi za nekaj drugih lepših srečnih dni. Pa-para-ba-para-ba-para-ba-para-ba-para-ba-para-ba. Ko ura brez kazalcev noče šteti ur, je ura vseh ljubimcev, ura avantur. Saj tale čudna ura je zaljubljeno srce, ki gre in gre, ko ljubi in ljubi. Ljubi še in še. Po uri brez kazalcev nikdar konca ni, ko pa vendar ne šteje dnevov in noči. Saj tole čudna ura je zaljubljeno srce, ki gre in gre, ko ljubi in ljubi. Ljubi, ljubi še in še. Tudi od Primoža žena je moja prijateljica, tako da lahko se poljubčkava. In moj poklon vsem vam, predvsem, ker ste nasmejani in radi delate, kar delate, uživajte. Pa če vam kdo reče, da se zresnite, se z njim ne družite več. Hvala lepa. Hvala Bled, hvala vam.